potencial in ga gre izkoristiti, ampak seveda brez nič ni nič, ne, to je potrebno vendarle en napor vložiti, pripraviti dokumente, pripraviti projekte, dokumentacijo in tako. Brez tega seveda ni nič. No, kandidatko SLS za županjo občine Šmartno ob Paki, gospod minister, dobro poznate. Zapisali ste, v Šmartnem živijo čudoviti ljudje, topli, prijazni, ustvarjalni, polni energije, novih idej in zamisli. In takšen kraj si zasluži nekoga, ki bo znal povezati vse te energije, vse generacije Šmarčanov, ki bo odprt in prodoren s svežimi zamislimi in iskreno ljubeznijo do svojega rojstnega kraja. Pripričani ste, da Maja Ažman to ima. Danes ste tukaj tudi zato, da izkažete svojo cenjeno podporo. Kaj bi ob tem še dodali? Zdaj, o Maji bi seveda lahko povedal še marsikaj temu zraven, kar je bilo povedano. Maja sedi v sosednji sobi, ne, na strani. Zdaj, leva, desna roka, to je zgodno. A pa obe, ne, če hočete. V vsakem primeru je Maja nekdo, ki ve, kaj hoče, ki je, bom rekel, zelo natančna, ki ima odgovornost do tistega, kar počne in jaz mislim, da so to ravno tiste lastnosti, da ne bom rekel, da je pogumna, ker če se spustiš v spopad ali pa v boj za, ali pa, ne take spektakularne besede, v tekmo za nastop na županski stolček, seveda rabiš nekaj poguma, rabiš tudi nekaj drznosti in to so tiste lastnosti, ki bi jih pravzaprav morali imeti vsi, ne, tudi gospodarstveniki. In to je Maja in jaz verjamem, da je tista, ki bo lahko z malce drugačnim pogledom, svežim, s pridihom te mladostnosti, drznosti, ko sem dejal, lahko marsikaj v Šmartnem seveda spremenila. Verjamem, da na bolje. Jaz mislim, da je vendarle potrebno sem in tja prepustiti pobudo tudi mlajšim, pustiti tem novim idejam, da se razvijajo, da se skratka, da spustimo ta duh iz steklenice, v vsakem primeru pa potem tisti, ki imajo več izkušenj, ki prakse in tako naprej, pa da pomagajo seveda te ideje realizirati. Jaz ocenjujem, da je to v vsakem primeru odlična ideja, odlična odločitev. Šmartno se bo po končni konsekvenci moralo odločiti, kako naprej za svojo občino. Jaz trdim, da je to prava izbira. Vem, da je to prava izbira, ampak na koncu seveda v tem trenutku zato ni v moji moči, da bi sam odločil. Da ne bomo to bodo povedali drugi. V vsakem primeru pa je to vezno. Hvala lepa.